Šele 24 ur potem, ko se je sprožil plaz, so si pristojni začeli ogledovati območje. Ker naj bi nekdo med kamenjem opazil celo krvni madež, so poklicali še vodnike psov reševalcev. Suma, ali je nekdo res pod plazom, po 3 urah na terenu niso ne potrdili, ne ovrgli. Uradnih pogrešanih oseb sicer na tem območju ni. Stroji, ki bodo odstranjevali kup skal, pa lahko začnejo z delom šele, ko se območje popolnoma umiri. Nekaj dni bomo počakali, da se odlomi še eventualno še kar je slabega samo od sebe, potem se bodo začeli interventni ukrepi. Hrib velja za nevarnega, saj se stoji iz mlade sedimentne kamnine, ki ni dovolj sprijeta, v njej pa je tudi veliko razpok. Brežina, ki je visoka 40 metrov, bo podvržena preperevanju tudi naprej, tako da dolgoročno ni stabilna. To pa pomeni, da bi se lahko zrušil tudi del gradu Borl. Pomemben kulturni spomenik stoji namreč tik na vrhu hriba. So naši predhodniki že leta 1983 pravzaprav opozarjali, da je ta brežina nestabilna in da bo treba nekaj narediti. Narava je zdaj pokazala, kako dejansko ljudje ne posegamo, ne ščitimo tega bisera, ki je tu nad Dravo. Z ohranjanjem dediščine se bodo ukvarjali šele, ko jim uspe zavarovati območje pred novim plazom. Ta bi se lahko sprožil že v prvem močnejšem deževju. Pomembna lokalna in mednarodna cesta bo tako še nekaj časa zaprta. Sanacija, ki bi se lahko začela še ta mesec, pa bo tudi razjasnila sum o domnevni žrtvi plazu.